En lep pozdrav sem skupaj, bom poskušal biti čim bolj jedrnat. Moj kontakt v Dohuku, torej taksist, katerega telefonsko številko so mi dali tukaj člani preganjane kurdske stranke DTP, se mi ni javil. Jaz sem po enem dnevu sklepal, da je verjetno v Kandilu, torej tem iraškem kurdskem gorovju, kjer se skrivajo PKK-jevci oziroma kjer imajo svoje oporišča. Tako da jaz sem pošel v Erbil in v Erbilu sem vzel taksi za Kandil. V Erbilu sem naletel na absolutno, bi rekel, paradoksalne informacije glede situacije na severu. Ko sem pa s taksistom prišel do zadnje točke Pešmerge, to so ti kurdski vojaki, so meni in taksistu razložili, da naprej pač ne morava iti, da je prepovedano. Jaz sem s taksistom se vedela, da je pač tudi bullshit to, ker nam govorijo, da v tem delu Kandila ni PKK-jevcev, zato sva poskusila srečo na enem drugem checkpointu, kjer so nam nekako povedali isto, plus to, da smo dobili na zadnji sedež še enega pešmergovca v popolni bojni opremi, ki naju je peljal oziroma naju vodil do mesta Akri, kjer ima sedež poveljnik kurdske iraške varnostne, rekovi, tajne službe Asaiš, in sprejel naju je tam enkrat ob enih zjutraj. Gospod Asaiš, pozabil sem mu ime, pa bom rekel, ker gospod Asaiš je 4-krat mi zaželil dobrodošlico, beherbi, ampak to je bila itak totalna hipokrizija, ker se mu je na obrazu videlo, da mu je moja prisotnost čisto odveč. On mi je razložil, da je prišel iz Erbila ukaz, iz poveljstva Asaiša in Pešmerge ukaz, da se nobene novinarje v ta del Kandila ne spusti in mi je predlagal, naj srečo poskusimo iz iranske strani, kar je bilo meni čistko malo brez veze. On mi je svetoval, da ne grem nazaj v Erbil, ker je večina novinarjev in da tam ne pišem reportažo in naj dam reportažo, kak mi je on pomagal. In sem si mislil, dobro, jedi govna. Jaz sem šel pol v Dohuk, iz Dohuka v Zaho in enkrat danes po noči sem prišel nazaj v Turčijo, v to obmejno mesto Čizre. Nekako skozi dopoldan se je slika izkristalizirala, namreč te vasi v bližini Akrija in Zahoja na severu Kandila v Iraku so po noči bombardirali turški helikopterji in baje celo tudi letala, kar pomeni, da sta bila Asaiš in Pešmerga vnaprej obveščena, očitno pa tudi lokalni prebivalci v vseh takrat ni bilo nikogar, čeprav nekatere vasi so celo tudi zapuščene že dalj časa. Jaz sem se iz Čizreja zdaj vrnil nazaj v Širnah, ker sem upal, da malo počival, ampak to je le čista iluzija. Tukaj so danes ubili PKK-jevci 4 turške vojake, 9 jih ranili, vojska je vse povsod, od Čizreja do Širnaha, vse povsod in zdaj imam tudi jaz velike probleme, da potujem tu okoli, ker imam v pasaportu še pač iraško vizo, tako da jim nič ni jasno in potem moram poslušati ogromno bullshita. Zato zaenkrat ostajam v Širnahu, bomo videli, kakva bo situacija, ne izključujem niti, da se vrnem nazaj v Irak. Zaenkrat pa bo to. Za Radio Študent se iz Širnaha javljal Erik.